Služka, korupcija, 3 zdravniki morajo v zapor. Podkupnine niste dobili. Pričakujem pohvalo od javnosti, ko sem delal dobro. Prijateljske vezi z dobavitelji. My boys have a special deal to make. Marže in provizije zažirajo zdravstveni proračun. Pri sodelovanju z državo moraš biti zelo elastičen, da se lahko odzoveš, kadar pride taka, narekovajih, priložnost. Čakalne dobe, utrujeni in obupani bolniki. Izčrpani družinski zdravniki zapuščajo zdravstvene domove. Ta čoln so zelo uspešno potaknile obe politične opcije. Brez osebnega zdravnika je 130.000 Slovencev. Zdravnika ni. 6.500 bolnikov ni zmoglo premagati COVID-a. In kdo noče slišati otrok? Neverjetno, kako smo zdrknili nazaj. Dobrodošli. Začenja se 3. predvolilno soočenje na Pop TV. Nocoj je z nami Maja Sodja. Dober večer in prav lepo pozdravljeni. Svoje poglede na zdravstveno politiko, na kateri se lomi vsaka koalicija, vsaka vlada, bodo soočili predstavniki 8 strank, ki jim po zadnjih javnomnenjskih raziskavah mediane kaže najboljše in imajo možnost za preboj v parlament. Dobrodošli, spoštovani gostje. Dober večer pa voščim tudi predstavnikom društev bolnikov, ki so nocoj naša publika. Pozorno bodo spremljali debato o tem, kakšno zdravstvo bo v prihodnje kreirala politika. Zdravstveni resor je eden najzahtevnejših, lahko je celo ključen pri uspehu nove vlade, zato se morajo o njem, o tem, kdo ga bo vodil, dogovoriti vse koalicijske stranke. Imeli smo že 20 ministrov za zdravje, le 3 so zdržali celoten mandat, v povprečju so bili na položaju slabo leto dni in pol. Gospod Golob, na predstavitvi kandidatov Gibanja Svoboda je vaš kandidat, ortoped Danijel Bešič-Loredan, napovedal, da bo novi minister za zdravje, če boste seveda vi novi premier. Ste mu vi to funkcijo že vnaprej obljubili in ali ste se o tem že pred volitvami dogovorili s partnericami, ki bi jih vi imeli v koaliciji? Poglejte, Gibanje Svoboda je pripravljeno prevzeti bodočo vlado. Sam kot vodja gibanja se natančno zavedam, da v tem primeru je zdravstvo tisti resor, ki je najbolj ključen v tem trenutku. Zato sem danes sam tukaj, ne zaradi tega, ker bi skrivali našo ekipo dejansko vodi gospod Danijel Loredan Bešič. Je on tudi vaš kandidat za ministra za zdravje? Ampak o tem bodo odločile volivke in volivci. Kajti, če bomo dobili mandat za vodenje vlade, potem bo on naš kandidat za ministra, da. Potem sem vas vprašala, zato ker se je samo oklical, še to na kratko, zdravstveni resor je imel vašo podporo, zdravstveni resor boste torej prevzeli na svoja pleča, če boste zmagovalna stranka in torej vodilna stranka v koaliciji. Gospa Bratušek, vi ste se kot predsednica vlade 2-krat upekli pri imenovanju ministra za zdravje. Najprej vas je zapustil Tomaž Gantar, potem je prišla Alenka Trop-Skaza, zdržala je dober mesec dni. Očitno ste slabo presodili, koga imenovati na tako pomembno funkcijo. Kdo je po tej slabi izkušnji vaši, bom rekla, pravi človek za ta resor, ki se bo zoperstavil interesnim lobijem? Se strinjam s tem, kar je bilo ravnokar povedano, da gre za tako pomemben resor, za tako velike izzive, da to bi morala biti naloga zmagovalca volitev oziroma tistega, ki bo sestavljal vlado, ker ta minister bo moral imeti 100%, da ne rečem 1000% podporo predsednika vlade, ministra za finance in na koncu seveda tudi koalicije. Mislim pa, oziroma če bi sama zbirala, bi danes zbrala nekoga, ki poleg zdravstvenega sistema obvlada tudi ekonomijo oziroma pozna tudi javne finance in ekonomijo, ker velik problem v zdravstvu je tudi denar. Pridemo tudi do tega. Gospod Židan, se boste tudi v SD odrekli zdravstvenemu resorju, morda v zameno za to, da bo vaša predsednica stranke zunanja ministrica. Vi ste že povedali, da kmetijski minister ne boste več. Poglejte, jaz predvidevam, da ko bodo volilni rezultati znani, takrat se bodo tudi stranke pogovarjali, kdo in katera ima kakšen resor. Dovolite pa mi, da povem pa jaz, kakšen je moj idealni minister za zdravstvo oziroma zdravstveni minister. To naj bo človek, ki bo imel v prvi vrsti interese bolnikov.
Ne pa, da kar naprej imamo občutek, da imamo zdravstvene ministre, ki ščitijo interese zaposlenih v zdravstvu, ko pa jih vprašaš, kdaj pa si pomislil na bolnika, kaj si pa naredil za bolnika, ali pa plačevalca prispevkov, pa kar utihnejo. Gospod Möderndorfer, odkar ste poslanec, ste zamenjali 4 stranke, 3 od njih so bile v vladi, ste prvi na seznamu nomadskih politikov. Zdi se, da v politiki delujete precej pragmatično za svoj obstoj in ostro ste kritizirali LMŠ-jevega ministra Fakina, češ da je nenavadno, da so za ministra za zdravje izbrali nekoga, ki v 9 letih na čelu zdravstvene blagajne ni naredil nič. Vi ste bili takrat poslanec SMC-ja, zakaj ste prestopili v stranko, ki po vašem imenuje slabe ministre? Če bi gospod Fakin še enkrat kandidiral, bi verjetno bil popolnoma enakega mnenja, kot sem bil takrat. Stranka zagovarja nek določen program in takrat, ko ga skrene, jaz pač namenjam svojega svetovnega nazora in ostajam na istih ciljih. Kar pa se tiče, bom rekel, samih ministrov, pa lahko rečem samo naslednje. Dopolnil bi namreč, minister za zdravje ne samo, da mora biti dober z predsednikom vlade, in morate imeti veliko in močno zavezo in povezavo, ampak predvsem tudi z ministrom za finance. In mi bomo seveda tvorno sodelovali kot stranka LMŠ v tej vladi in predlagali tudi svoja stališča in kandidata. Gospa Godec, vi ste državna sekretarka za zdravstvo v kabinetu predsednika vlade. Pri cepljenju ste na Twitterju kritizirali Ministrstvo za zdravje, da ne naredi dovolj. Ampak ključno za nizko precepljenost je seveda tudi nezaupanje v vladno strategijo, ki se je ves čas spreminjala. Ali bi vi oziroma boste, če boste nova ministrica za zdravje, v zelo verjetnem novem valu epidemije komunicirali drugače kot premier Janša? Bi tudi vi vladali z odloki? Najprej naj povem, da pred nami so volitve 24. aprila, se bo odločila, kdo bo vladna koalicija. In takrat se bomo tudi mi v Slovenski demokratski stranki pogovarjali s vsemi koalicijskimi partnericami, kdo bo minister. Tako da ta predvidevanja naprej, kdo bo in kdo ne bo, mislim, da niso na mestu prav v tem trenutku in tisti, ki se že naprej samo vkliče, za mene ni dober minister. Namreč ministra se zbira glede na programe, glede na koalicijsko usklajevanje. Kar se tiče kritike, moram reči, da kritika je bila glede cepljenja, namreč menim, da v nekem danem trenutku bi lahko na Ministrstvu za zdravje naredili več, da bi bila precepljenost veliko višja. Pričakovali smo že na začetku leta, mislim polletja, da bo nekje 70%, pa žal temu ni bilo tako. Kaj pa na strani vlade, ne samo na strani Ministrstva za zdravje? Glede časa, glede cepljenja. Jaz mislim, da je komunikacija oziroma da so bili ukrepi pregledani vsakih 7 dni, pač posledica tega je, da je Ustavno sodišče odločilo, da moramo vse ukrepe oziroma odloke na 7 dni pregledati in to evalvirati in seveda sprejeti nove ukrepe in zato je prihajalo tudi včasih do, bom rekla, takšnih zadev, da ljudje res niso vedeli, kateri ukrep kdaj velja, ampak to je bila posledica te odločitve. Ker je premier Janša v ključnih ukrepih obveščal preko Twitterja tudi v poznih večernih urah, ne v času, ker so bile tudi seje pozne večerne ure in ko je poznih večernih urah, ljudje so pričakovali nek odziv. Verjamem, težko, da novinarji recimo ob 12. po noč težko pač tudi spremljati vse te zadeve, je bilo nepredvideno, kako dolgo bo seja vlade trajala, ampak meni se zdi ključno, da so bili ljudje obveščeni. Gospod Kordiš, v Levici ste izjemno kritični do komuniciranja vlade z javnostjo v času epidemije, ampak recimo tudi vaša komunikacija je bila neprimerna, ko ste denimo v parlamentu del zdravnikov označili za mazače, kasneje ste se za to izjavo upravičili. Boste, če bo Levica v vladi, bolj previdno izbirali svoje besede, boste komunicirali bolj spoštljivo, se vam zdi to pomembno? Nobenemu zdravniku nisem rekel kar tako, da je mazač, rekel sem pa kritiko vladnemu podeljevanju javnih sredstev zasebnikom brez kakršnih koli varovalk, ki veljajo za zdravstveno stroko. Ampak se mislim, da tu notri spaja srž nekega problema, ki ga gledamo zadnji 2 leti, še posebej intenzivno. To je zažiranje zasebnega interesa v naš javni zdravstveni sistem, ki ga spodnaša in v tem v Levici vidimo prvo prioriteto, ki jo mora nasloviti in zasledovati naslednja vlada. Bomo tudi o tem govorili, ampak vprašala sem vas na vašo komunikacijo, ne se ni šlo samo za te mazače, recimo tudi poslance SD-ja ste označili za kolaborante, poslancev vse povprek pa za svinjane, ko je šlo za višje poslanske plače. Gospod Cigler Kralj, vaša stranka je preko Matjaža Trontlja tesno povezana z zavarovalnico Vzajemna. Bo on vaš kandidat za zdravstvenega ministra? Mnogi namreč opozarjajo, da bi zdravstvena politika gospoda Trontlja vodila v privatizacijo in ne ukrepitev javnega zdravstva. Dobro večer.
Mislim, da je neprimerno, da se pogovarjamo že o imenih pa priimkih, ker volitve šele bodo. Ampak gre za tako pomemben resor, zato se pogovarjamo. Ta oseba, ki bo prevzela odgovornost za vodenje tega resorja, mora biti po naših dosedanjih izkušnjah predvsem človek, ki bo znal ali znala zmotivirati vse nivoje uradništva in stroke na ministrstvu, potem ustrezno upravljati tudi resničnega igralca v zdravstvu, in to je ZZZS, ga preoblikovati v pravo zavarovalnico, kar imamo v našem programu, in potem poskrbeti, da se vsi ti interesi usmerijo v to, da bodo ljudje dobili zdravstveno storitev hitro, kvalitetno in pa brez doplačila. A je ta človek, gospod Trontelj? To bo oseba, ki bo takrat odgovorila na vse te izzive. Gospa Bregant, vi pa ste kandidatka za ministrico za zdravje Gibanja Povežimo Slovenijo. Kot državna sekretarka ste od ljudi zahtevali, naj med epidemijo nosijo maske na sprehodih v naravi. Dali ste navodilo, da v domovih za starejše lahko delajo osebe, če ne kažejo, okužene osebe, če ne kažejo simptomov. Ko bi morali biti v samoizolaciji zaradi stika z okuženo osebo, ste gostovali v televizijski oddaji. Premijer Janša vas je pri vseh teh spodrsljajih branil, ste vi z njim že vnaprej dogovorjeni, da boste prevzeli resor, če boste del nove vlade? Z nikomer nisem vnaprej dogovorjena. Bi pa rada samo povedala, da ministrica ali pa minister za zdravje mora biti nekdo, ki razume bolnike, ki pozna zdravstveni sistem, in da to bo oseba, ki bo potrebovala široko podporo celotne vlade, tudi predsednika vlade in predvsem državljanov. Naše zdravstvo je v resnici tako globoko zabredlo, da en sam človek tega problema ne bo mogel rešiti sam. No, vse večje nezaupanje v zdravstvo vlada tudi zaradi sistemske korupcije. Prvič v zgodovini samostojne Slovenije so 3 zdravniki zaradi korupcije pravnomočno obsojeni na zaporne kazni. In Miha, ta pravnomočna sodba je nedvomno presedan z jasnim sporočilom, da zdravniki niso nedotakljivi. Ja, gre za največjo korupcijsko afero v zdravstvu, pri nas afero imenovano Emporio Medical. 3 ugledni slovenski ortopedi, Vane Antolič, Rok Vengust in Robert Janez Cirman, so bili obsojeni zaradi prejemanja podkupnine. Prvemu je sodišče prisodilo 1,5 leta, drugemu 2 leti in 2 meseca, tretjemu 3 leta zapora. Cirman in Vengust morata tudi vrniti protipravno pridobljeno premoženjsko korist, prvi 48, drugi pa 33 tisoč evrov. Zoper sodbo bodo sicer vložili zahtevo za varstvo zakonitosti, prosili za odlog prestajanja kazni. Zdravniki so, je potrdilo višje sodišče, prejemali nedovoljena darila, plačila naročnin na strokovne revije, kotizacije za strokovne srečanja, plačila novoletnih zabav, nakazila na bančne račune v tujini in celo gotovino. Vse to zato, da so poskrbeli, da so ustanove, kjer so delali, naročale opremo točno določenega dobavitelja. Na 1,5 leta zapora je bil zato obsojen tudi nekdanji komercialist podjetja Emporio Medical Darko Žafran, ki je za zdravnike sklepal naročnine in jim izročal denar. Afera je izbruhnila pred skoraj 10 leti in 3 obsojeni zdravniki niso edini vpleteni. Primer je tako obsežen, obtožnica dolga kar 500 strani, da ga je sodnica razdelila na 3 dele. Sojenje prvo obtoženemu zdravniku Zoranu Miloševiću, ki naj bi prejel več kot 115 tisoč evrov podkupnine, se je začelo januarja 2020. Sicer pa je en zelo pomemben ta citat sodnice ob obrazložitvi prvostopenjske sodbe 3 zdravnikom. Sodišče kljub obsodilni sodbi ni ravno optimistično, da bomo z njo spremenili korupcijo v zdravstvu, je pa današnja sodba sporočilo, da bo vsak, ne glede na njegov položaj, ali bo zdravnik, državni sekretar, uslužbenec ali kdo drug, ki bo spoznan za krivega korupcijskih kaznivih dejanj, tudi obsojen. Gospa Godec, bili ste glavna operaterka za nabavo zaščitne opreme v prvem valu epidemije. Dolgoletni član SDS vaše stranke Anton Zakrajšek je kot direktor Zavoda za blagovne rezerve pri nabavi ventilatorjev kršil integriteto, ker je podjetje Madobnik Trade in Gym Planet omogočil posel z maskami in ventilatorji. Zakrajšek trdi, da je delal po navodilu gospodarskega ministra Počivalška, ki je prav tako kršil integriteto. Vsi se seveda spomnimo tega posnetka. Zakaj v vsem tem času, ti nakupi so namreč iz prvega vala epidemije, niste zahtevali, da minister Počivalšek odstopi? To ni v moji pristojnosti, da zahtevam, da minister odstopi. Zakaj v SDS niste zahtevali tega v vladi? Gospod Počivalšek je del vlade. Glejte, še enkrat, sprašujete po nečem, kar v bistvu je bilo takrat še v preiskavah. Zadeve so bile v preiskavah in jaz mislim, da takrat, ko so se stvari dogajale, najprej bi videla tudi na to, kar ste rekli, da sem bila glavna operaterka, kar ne drži. Namreč moja naloga ni bila nabavljati ali karkoli drugega, tako da o tem prosim, da smo si na jasni.
povezovali Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za gospodarstvo? Ministrstvo za zdravje ste imeli menda celo svojo pisarno. Moja naloga oziroma moja pomoč je bila v tem, da sem se odzvala takrat za pomoč na Ministrstvo za zdravje. Mislim, da je bilo to 15. marca in do 18. marca sem pomagala samo v tem, da sem tiste stvari, ki so bile kot predvidene, dobavljene, posredovala posvetovalni oziroma strokovni skupini v oceno, ali je ta oprema dobra ali ne, in potem naprej, dobavljali so pač drugi. Jaz moram reči samo takrat, da tisti, ki so bili v tistem času, ki smo delali v tistem času, gledamo stvari seveda drugače, kot tisti, ki niso sodelovali oziroma ki danes iz strani, bom rekla, mirnega časa gledajo na te zadeve. To je bil popolnoma nek drug čas, čas kriznih razmer, ki so terjale tudi hitre odločitve. Verjetno so se delale tudi napake, v takem hitrem delu delaš tudi napake. To ne moremo zanikati. Namreč moramo vedeti, da tudi v Evropski uniji so si države na letališčih med sabo kradle opremo, da je bila oprema recimo naročena ob 11, pa 10 minut je več ni bilo. Gospa Godec, na tej točki vas bom pa ustavila. Vsi se strinjamo, bile so izredne razmere, ampak te ne smejo biti razlog ali povod, da se oprema nabavlja mimo zakona o javnem naročanju. O odstopu, zakaj niste zahtevali odstopa ministra Počivalška, sem ga vas pa vprašala zato, ker je v boju proti korupciji pomemben zgled. Gospa Bregan, tudi vi pravite, da ste odločno proti korupciji. Zakaj potem kandidirate v gibanju, katerega pomemben del je stranka Konkretno in njen predsednik, gospod Počivalšek? Zaradi tega, ker je to lista, ki ni zahtevala včlanjanja, ker je to lista, na kateri je tudi stranka, ki je največja v Evropski uniji, zaradi tega, ker je potrebno sodelovanje, ne pa prepiranje. In prav na tem mestu bi tudi vas upozorila, da pač določene stvari ne držijo. Jaz nisem kršila samoizolacije ali karantene in to pravzaprav dobro veste. Ampak to je bilo takrat, gospa Bregan, se opravičujem, priporočilo NIJZ-ja. Priporočilo NIJZ-ja, da se ob stiku z okuženo osebo, če rečem po domače, zapremo oziroma izoliramo, vi ste šli v televizijsko oddajo. Glejte, tista novinarka dobro ve, ker je dobila pisno napisano. Jaz sem takrat delala od doma, nisem pa bila takrat niti v izolaciji, niti v karanteni. Gospod Golob, vaša kandidatka za poslanko Janja Sluga je kot članica SMS tudi zagovarjala ministra Počivalška ob njegovi interpelaciji v državnem zboru. Vi sase pravite, da ste ekonomsko neodvisni in zato imuni za korupcijo. A lahko to zagotovite za vse svoje kandidate in kandidatke? Ne moram zagotoviti, da so ekonomsko neodvisni, ker je to njihov status. Lahko pa zagotovim, da imam ničelno toleranco do korupcije. In če se vrnem na zdravstvo, kandidat, gospod Danijel Loredan Bešič, je počem znan v slovenski javnosti. Potem, da je opozarjal na korupcijo. In zato se on ni samo oklical, ampak sem bil jaz neizmerno srečen, da smo ga pritehnili v naše gibanje. Ker verjamem, da je on eden tistih redkih, pogumnih slovenskih zdravnikov, ki lahko spremeni ta sistem na boljše. Kaj pa za vse ostale? Lahko tudi za ostale to potrdite, da so imuni za korupcijo? Še enkrat, vi me sprašujete, ali lahko potrdim za naprej, ali so ljudje imuni za korupcijo. Ne, preverjali smo jih, ali so imeli v preteklosti takšne zgodbe. In ja, ker vem, da kaj me boste vprašali, preverili smo, ali je kdo od njih kršil osnovno načelo osebne integritete. In ne, nihče od njih tega ne bi kršil, po naših podatkih. Gospod Möderndorfer, za vas pravijo, da postavljate interese kapitala pred interese zdravstva in zdravja. Ste namreč predlagatelj zakona, ki je na športne prireditve vrnil alkohol, čeprav so takrat temu nasprotovali vlada, zdravstvena stroka, tudi nevladniki. A so vam kaj obljubili organizatorji športnih prireditev oziroma za koga ste vi takrat delali? Za njih ali za ljudi? V prvi vrsti sem delal za ljudi. Tisti, ki hodijo na športne dogodke in tisti, ki organizirajo športne dogodke. In nenazadnje ne pozabite, da sem bil sam športni delavec in predsednik kluba in sem od blizu videl, kaj se pravzaprav dogaja, ko gre za nek tak nesmiseln ukrep. Ko smo to dosegli, tega je zdaj kar nekaj let, ni bilo nobenega incidenta, nobenega izgreda in verjemite mi, prav nič večjih zato ni alkoholiziranih na športnih dogodkih. So pa seveda najbolj problematični dogodki še danes, ki so vsem Slovencem v ponos. Eden največjih in problematičnih, kar se tega tiče, ponavadi je Planica in še kakšen večji. Potem se pa vse zgodba konča. Zapomnimo si eno stvar in tle bom končal s to debato, ker pravzaprav je dokazala v praksi, da je bila smiselna. To je, da praviloma ljudje pijejo
pred športnimi dogodki in ne na športnih dogodkih, kjer je alkohol in pijača dražja. In danes je v bistvu popolnoma drugače. Ampak povozili ste stroko, ne, takrat gospod Möderndorfer, in zagotovo se boste strinjali, da alkoholizem v Sloveniji je velik problem. Gospa Bratušek, leta 2013, v času vaše vlade, smo dobili prve ocene, ne, da na leto zaradi korupcije v zdravstvu izgubimo vrtoglavih 500 milijonov evrov. Takratni minister za zdravje Gantar je ob svojem odstopu dejal, da bi v resnici morali odstopiti vi kot premierka, ker niste slišali njegovih opozoril tudi o korupciji. Januarja letos ste se izognili glasovanju o vladnem zakonu o javnem naročanju, ne, kljub temu, da so ga podprli številni ugledni zdravniki. Jasno je, da ste v KUL združeni proti vladi Janeza Janše, pa vendar, a se vam ne zdi, da korupcija presega polarizacijo? Zakaj vas ni bilo na tem glasovanju? Absolutno korupcija presega polarizacijo in absolutno je korupcija eden od večjih problemov v našem zdravstvu. In to izginjanje denarja na koncu plačajo bolniki, starejši, v veliki meri upokojenci. Jaz oziroma mi se nobenega glasovanja ne izogibamo, zdaj se točno ne spomnim tega datuma, ampak če imamo slučajno druge obveznosti, ni jih veliko. Ampak ker je šlo za tako pomemben zakon, ne, ki naj bi ustavil to mafijsko prakso prirejanja javnih naročil. Pa mislimo, da je ta zakon res takšen, da bo to ustavil. To vas sprašujem, zakaj ga niste podprli? Zaradi vsebinskih razlogov? Po naši oceni vsekakor ta zakon ni takšen. Mi predlagamo, da se nabave v zdravstvu izvajajo na enem mestu, predlagamo ustanovitev agencije za naročanje materijala v zdravstvu. To pomeni, da bi po celi Sloveniji za vse javne zavode na enem mestu naročali in izbirali materijale, seveda prihranili denar in ta denar bi na koncu končal pri bolnikih, starejših, upokojencih, predvsem. Gospod Kordiš, vi pravite, posli pod to vlado so bili dogovorjeni, zaslužili so dobavitelji blizu vladajoči stranki. Zakaj vi niste podprli teh vladnih sprememb zakona o javnem naročanju? Vsi vaši poslanci, ne, so glasovali proti, tudi vi. Ta glavna ambicija vlade pri spremembah javnega naročanja je bila, da lažje zagotovi posel omrežjem, ki za to vlado stojijo. Videli smo, kaj se je dogajalo na dobavah mask in ventilatorjev. Dobavljali so vladni izbranci, na koncu celo tako opremo, ki jo je stroka označila za neprimerno. In to mislim, da pač ni nekaj, kar bi vsi ostali v tej državi mirno gledali. Zato še posebej pričakujemo od naslednje vlade, da se bo z korupcijo v našem zdravstvenem sistemu spoprijela neposredno. Prvič zato, da odpravi vse, kar je bilo slabega narejeno v zadnjih 2 letih, in drugič zato, da same razloge za korupcijo, kot so to nabave preko dobaviteljev, obstoj komercialnih zdravstvenih zavarovalnic za dopolnilno zdravstveno zavarovanje ali popoldansko delo zdravnikov kratko malo odpravi in zagotovi javno zdravstvo za vse, ne za dobavitelje. Gospa Godec, ste ta zakon pisali za omrežja, tako kot pravi gospod Kordiš? Glejte, preiskovalna komisija, ki sem vodila od 2016 do 2019, je ugotovila, da prihaja do različnih takšnih dobaviteljev, ki so povezani tudi z omrežjem, ki je lahko izpostavljen H5909, ki je financirano bilo potem Mladina in pa druga podjetja. Ampak, glejte, zakon o javnem naročanju, sprememba zakona o javnem naročanju ni bil vladni zakon, ampak je bil zakon, ki ga je vložila poslanska skupina SDS s podpisom koalicije in pa Slovenske nacionalne stranke, Desusa in manjšincev. Tako da zakon v bistvu sledi tistemu, kar je naša preiskovalna komisija v sklepih določila in pa sedanja preiskovalna komisija, ko jo vodi Karmen Furman tudi v nabavah, da pač je potrebno izvesti centralna cenovna politika, naj se izvede torej referenčnih cen glede na podlagi tujih trgov, Nemčije, Švedske in tako naprej. Ja, uvedejo, da so evropsko primerljive cene in seveda to ni pisano za dobavitelje, ampak to je že sam potek, sprejem zakona in upor, ki je bil iz vseh strani in pritiski, ki so bili iz vseh strani. Prvič se je zgodilo recimo, da je v državni svet prišli predstavniki Komisije za preprečevanje korupcije razlagati, kako je ta zakon slab in tako naprej. Je kazal na to, da zakon prinaša tisto, kar je potrebno. Gospa Bratušek. Jaz bi dodala, da gre tukaj za veliko dvoličnost. Prav stranka ali pa predsednik stranke, ki ne bi se borila proti korupciji, se vozi na izlete, na jahti,
z velikimi dobavitelji v zdravstvu. In to pri ljudeh zbuja veliko nezadovoljstvo in upravičene dvome, kako bo nekdo, ki z nekom prijateljuje, počitnikuje, res naredil korupciji konec. Gospod Cigler Kralj, v naši oddaji 24 ur zvečer smo razkrili fotografije premierja Janše iz leta 2016, kako se z Božem Dimnikom druži na zasebni jahti Andreja Marčiča. Marčič je medtem od leta 2003 zaslužil več kot 100 milijonov evrov javnega denarja, največ od Onkološkega inštituta, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za obrambo. Vi tega niste problematizirali. Kako naj vam volivci verjamejo, da ste odločno proti korupciji, kot imate zapisano v svojem programu? Poglejte, korupcija se pojavi tam, kjer sistem ni optimalen, kjer niso jasne pravice, odgovornosti in kjer tisti, ki vloži denar, nima možnosti zahtevati, lahko rečem, transparentnega pogleda, kam denar gre in koliko ga gre. In pri nas je tako. ZZZS je monopolist, je nekako, lahko rečem, niti ne prava zavarovalnica, ampak je zavod in plansko določa, kam bo kaj šlo. Mi menimo, da to, kar ste pokazali v prispevku, to resnično je lahko tiste, ki ljudje, ki so v stiski, ko zbolijo, ki jih izkoristijo to stisko in od njih jemljajo tudi dodatna sredstva, zato ker človek, ki zboli, ki je v stiski, išče pot do zdravja. Ja, brez skrbi, gospod Cigler Kralj, ampak zdaj preusmerjate pozornost, ker se niste jasno opredelili do tega, kar sem vas vprašala. Vidimo tu dve ključni rešitvi. In sicer bomo o rešitvah malce kasneje. Niste se jasno opredelili do teh fotografij. Gospod Židan, kaj si vi mislite o teh fotografijah? Poglejte, da je takšne posle, kjer so takšni gospodje prisotni, potrebno dodatno preiskati, seveda pa, da se dodatno preišče, morajo biti pa neodvisni organi. Od trenutne sestave teh naših nadzornih organov, ker se tako zelo ste svoje kadre kadrovali, je to verjetno nekoliko težje pričakovati, vendar to se bo 24. spremenilo. Bi pa rad samo na nekaj opozoril, če me dovolite, ne? Ko govorimo o sistemski korupciji v zdravstvu, vse na 3 točkah moramo obravnavati. Prvo je nabava, pa mimo grede na področju zdravil, ker ima pristojnost javna zdravstvena blagajna, so se cene najbolj znižale. Torej nabava, za nas je pa korupcija tudi tole, da se kupi draga oprema in se potem povsem neizrabljena pošle nekam drugam, torej da se 5-krat premalo na njo naredi. In zanimivo, ko na tej točki postavljamo vprašanje, tudi sam poslansko vprašanje, Socialni demokrati nam ne dajo odgovorov. Nam ne dajo odgovorov, a je oprema, ki je zelo draga, svoje delovne ure odpravila. In kot tretji steber sistemske korupcije je v vsakem primeru tole, da zdravstveni delavci v javnem zdravstvu popoldan delajo pri zasebnikih. Pa če kasneje boste dovolili, bomo tudi razložili, zakaj. Bomo tudi o tem govorili. Gospod Golob, o kakšni spregi interesov to vam govori? Poročilo protikorupcijske komisije, fotografije zasebnega druženja premierja Janše z dobavitelji v zdravstvu. Najprej ne povem, da mi je v resnici žal za gospod Godec, ker ona je bila ena od največjih borb proti korupciji, dokler je bila v parlamentu, v opoziciji. Danes je žal na poziciji, ker mora biti očitno tiho in zagovarjati početje tistih, ki so dopustovali na Mauriciusu, brez da bi znali pojasniti, kako so denar za to dobili. Kar se pa ostalih stvari v korupciji tiče, pa mislim, da je tudi ta predlog, ki ga je prej gospa Bratušek podala, in to je agencija, ki ne bo imela samo javnega naročanja, ampak tudi nadzor nad izvajanjem storitev, edina prava rešitev. Zagotovo pa ni rešitev divja privatizacija, ki jo zagovarja NSI. Takrat, ko imamo zelo močen sistem, na katera smo lahko ponosni, kamorkoli gremo v tujino, zagotovo ni način, da ga uničimo s tem, da ga kar na hitro privatiziramo. In proti temu se bomo mi borili. In korupcija ne more biti izgovor za privatizacijo. Nikoli. Kar nekaj se vas je prijavilo na replike in vsi boste dobili besedo. Tudi konkretno s kakšnimi ukrepi bodo preprečili korupcijo v nadaljevanju, pa tudi o tem, kako je možno, da je država za skrajševanje čakalnih dob razdelila 18 milijonov evrov, potem pa bolnikov za posege niso našli, ker so seznami zastareli. Ostanite z nami.